No, danes pa je moja naloga, tako kot sem vam obljubil, da bomo pogledali malo o tem kultu moderne znanosti. Danes ne bom dolg, niti preveč kompliciran. Skušal bom biti kratek, jasen, nazoren, pa naj vsaj kakšna misel ostane potem za popotnico. In zdi se mi, da v tem času nekateri aktualni znanstveniki, kot jih poslušam, z znanstvenimi, pa recimo univerzitetnimi nazivi, so v tem času največje zlo tega časa. Zakaj? Ker tem novodobnim, modernim demonom naivni ljudje žal verjamejo čist vse. Še posebej, če znanstveno verjetje, obljube, zdravje, varnost in učinkovitost sporočajo preko televizije. V večini sveta, ki je pod vplivom novoveške razumnosti, še posebej zaradi racionalizma, ki ga je uveljavil filozof René Descartes, ljudje zaupajo avtoriteti. In ta avtoriteta, veste, dragi prijatelji in vsi, ki ste prisotni danes, se oblači v plašč znanosti in ki je v sodobnem času nadomestila avtoriteto religije. Avtoriteta religije je izgubila svoj primat, posvetno moč in oblast, ki jo je imela, kot bomo videli tudi v nocojšnjem filmu, ki je predviden I believe with God all things are possible. Verujem v Boga in z Bogom je torej vse mogoče. To je neka rdeča nit filma. In vsebine se vračajo skozi velika vrata kot odgovor temu novoveškemu racionalizmu z nadomestilom zdravstvene religije, na katero so ljudje v celoti pozabili ob vsem tem propagandnem napadu medijev. No, moto nocojšnjega filma, ki si ga bomo pogledali, je vzet pa iz Svetega pisma. To je Matej 18. poglavje v vrsticah od 1 do 4, kjer piše: tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Jezus pa je takrat k sebi poklical otroka, ga postavil med izzivalce in rekel: resnično, resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Namreč težava, kje se nahaja zdaj težava iz tega stavka, je, da cerkev res postavlja otroke v svojo sredo. Vendar ne v smislu, kot ga je v priliki navedel Jezus v prejšnjem citatu. Otroke v cerkev postavljajo v ospredje predvsem iz drugih razlogov. In tako kot včasih duhovnikom, danes znanstvenikom ljudje slepo verjamejo, kot da so zanesljivi interpreti resnice. Nasedajo jim, kot nasedajo leporečnim politikom, ki pa že izgubljajo zaupanje vsega prebivalstva, ljudstva in volivcev, ter ob tem izgubljajo svojo preteklo moralno moč, saj so postali odvisni zgolj od moči finančnih elit. Zato, dragi moji, so to vrstni mentalni demoni ali pa demoni z doktorati, znanstveno avtoriteto, z duhovno diplomo, najbolj primerni za zlorabe, ki jih načrtujejo lastniki mega kapitala. Uporabljajo seveda tudi vodje in voditelje duhovnih skupin, katoliških skupin, drugih regionalnih in takih skupin. Tudi naši slovenski politiki so poleg svetovnih postali vazali teh korporacij. Sprenevedajo se, veste, ko govorijo, da je znanost potrebno
da je znanosti potrebno verjeti in zaupati. Saj se sami, ko je potrebno, spretno sklicujejo nanjo, da bi se tako izognili svoji politični odgovornosti. In njihova protičloveška naveza vsem sebičnežem in pokvarjencem omogoča, da si svet urejujejo po svojih interesih in svojih merilih. Mali, nemočen človek pa je ob vsem tem pompu in propagandi pozabil, da je dvom tista lastnost človeka, ki ga kot dvomeče bitje lahko pripelje do ravnanj in odločitev, ki ga bodo zaščitila, ne pa prepustila procesu seciranja njegovega uma ter uničevanja njegove svobode. In kar je ob tem najbolj pomembno, dvom človeku omogoča, da se ne prepusti mentalnemu izničenju lastnega sebstva. In ravno izničenje lastnega sebstva je v interesu današnjih oblastnih elit in oblastnih struktur in medijev. Nasprotje med ljudmi in sodobnimi demoni danes poteka na zelo perfiden način. Zato ga nekateri naivneži tako zaznajo, sploh pa tisti pošteni in etični ljudje, ki ne morejo, niti ne upajo verjeti, da so dejanja posameznikov lahko skrajno protičloveška ter da so povsem usklajena s satanističnim konceptom družbe. Res pa je, da so demoni danes postali tako samozavestni, postali so tako samozadostni, da ljudem že kar sami kažejo svoje protičloveške umotvore, ki jih ljudje, hvala Bogu, s svojo kratkovidnostjo počasi že zaznavamo v pravi luči. To je, lahko z gotovostjo trdim, edino nepomirljivo nasprotje, ki ga je težko izkoreniniti. Silno težko. Dogaja se že od takrat, ko se je človek zaradi različnih okoliščin oddaljil in odtujil od svojega bistva in od svoje biti. To pa je energija neuničljive ljubezni, pisano z veliko začetnico. In hkrati skrivnost pravega smisla človeške vrste. Zato demoni želijo človeku ljubezen prikazati v njeni profani in iracionalni neuporabnosti, kar pa jim ne bo nikoli uspelo. Ljubezen, pisano z veliko začetnico, je namreč nekaj povsem drugega, kot jo popularizirajo z njihovo negativno ideologijo, z izničenjem morale v korist pragmatičnosti, ki človeštvo lahko in ga tudi vozi v pogubo. Spregledali so, da tudi še tako razvajen človek vendarle ostaja učljivo bitje. Smisel učljivosti pa je v njegovi potrebi in v želji po samoohranitvi in duhovni rasti. Smisel učljivosti, dragi moji prijatelji, je tudi po stalnem spoznavanju samega sebe, svoje notranjosti, svoje duše in po spoznavanju tudi zunanjega sveta. Tega pa večina izobraževalnih sistemov danes več ne omogoča, sploh pa ne v zadovoljivi meri. Ravno zato bo moral vsak od nas, posebej vsak človek, v sebi obuditi željo po samospoznavnosti, po sebevidnosti in sposobnosti opazovati seveda tudi drugega. Predvsem pa bo današnji človek moral obnoviti sposobnosti opazovanja naravnih, zunanjih pojavov, ki ga skupaj z drugimi ljudmi lahko dvignejo iz razcepljenosti nazaj v območje osebnostne celovitosti.